svete vseh ljudstev, jezikov, rodov, narodi si že iz roda v rod, slavimo te. Aleluja, aleluja, slavimo te, ker ti si Bog. Slavimo te. Aleluja, aleluja, slavimo te, ker ti si Bog. Res dober si. Res si dober naš Bog in danes želimo prepevati tebi za tvoj blagohotni načrt, ki si ga storil za vse nas in za celi svet, ko si dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče pogubil, kdor vate veruje, ampak da bi imel večno življenje. In danes slavimo to življenje, danes se radujemo življenju, ki nam ga je pridobil Jezus, ko je vstal iz groba. Aleluja, amen, amen. Hvala ti, Bog, za to veliko milost. Hvala ti, ker si poslal svojega sina v grob, ta temačen, hladen grob. Hvala ti, ker je bil v tej temi. Hvala ti, Bog, ker je ponesel vse naše grehe. Hvala ti, ker je Gospod nas očistil zaradi tega, ker je umrl namesto nas, namesto mene, namesto tebe. O Bog, hvala ti, ker si dober. Ti si dober in vzklikamo in priznavamo, da si ti edini Bog, ki si naredil takšen načrt. Hvala ti, Jezus, hvala ti za zmago, hvala ti, ker se nisi premislil, hvala ti, ker si dokončal svoje delo, hvala ti, ker v tvojem delu imamo osvoboditev, imamo zdravje, imamo večnost. Aleluja, zato želimo tebi prepevati, želimo tebi dati slavo, ker je našo dušo odrešil, naše grehe oprav. Dober, 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 dober si Gospod. Aleluja, amen, amen. Mojo dušo odrešil je, kri grehe oprala je, jaz verujem, to verujem. Rešil pogube me je, pot življenje odprta je, jaz verujem, to verujem. Od mrtvih stal je, on živi večnost, ponuja zdaj ti, moj zveličar živi, moj zveličar živi, moj zveličar živi, moj zveličar živi, on živi. Mojo dušo odrešil je, mojo dušo odrešil je, kri grehe oprala je, jaz verujem, to verujem. Veruješ tudi ti? Rešil pogube me je, pot življenje odprta je, jaz verujem, to verujem. Od mrtvih stal je, on živi v večnost, ponuja zdaj ti, moj zveličar živi, moj zveličar živi, moj zveličar živi, moj zveličar živi, on živi. Ti si v pomoč mi, ko težavami preti, luč na moji poti si, da ne zgrešim poti. Ti si v pomoč mi, ko težavami preti, luč na moji poti si, da ne zgrešim poti. Moj zveličar živi,
živi, z nami. moj zveličar živi, 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 on živi. Kdo zlomi silo, teme in greha, kdo najbolj ljubi in ne odneha, to kralj je slave, on je vseh kraljev kralj. Kdo svet pretrese svetim grmenjem, kdo nas osupne, kdo nas začudi, to kralj je slave, on je vseh kraljev kralj. To je dar milosti, ljubezen brez meja, da si prevzel moj greh, da nosil si moj križ, umrl zame si, da bil svoboden biti. O, Jezus, ti pojem za vse, kar storil si. Kdo ta nered smisel postavi? Kdo ta nered je smisel postavil? Kdo te sirote je posinovil? To kralj je slave, To kralj je slave, kdo vlada svetu z resnico pravo, žari kot sonce vso svojo slavo. To kralj je slave, on je vseh kraljev kralj. To je dar milosti, ljubezen brez meja, da si prevzel moj greh, da nosil si moj križ, umrl zame si, da bil svoboden biti. O, Jezus, ti pojem za vse, kar storil si. Vredno jagnje je nam udar, vreden je ta kralj, premagal je grob. Vredno jagnje je nam udar, vreden je ta kralj, premagal je grob. Vredno jagnje je nam udar, vreden je ta kralj, premagal je grob. Vredno jagnje je nam udar, vredno, 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 to je dar milosti, ljubezen brez meja, da si prevzel moj greh, da nosil si moj križ, da umrl zame si, da bil svoboden biti. O, Jezus, ti pojem za vse, kar storil si. Za vse, kar storil si. Za vse, kar storil si.
Moj Jezus. Moj Jezus, zveličar, tebi ni enakega. Vse svoje dni hočem slaviti, čudež tvoje milosti. Tolažba, zavetje, moje si ti, o Gospod, naj vsak moj din, dokler živim, hvali tebe, večni kralj. Kliči Gospodu v svet, daj mu hvalo, moč in oblast, ki pripadajo mu. Gore se dvigajo, morje buči, ko slavimo tvoje ime. Dajem ti hvalo za vsa tvoja dela, ljubim te, k tebi zdaj dvigam roke. Večno obljubo zveličanja si mi dal. Moj Jezus, zveličar, tebi ni enakega. Vse svoje dni hočem slaviti, čudež tvoje milosti. Tolažba, zavetje, moje si ti, o Gospod, naj vsak moj din, dokler živim, hvali tebe, večni kralj. Kliči Gospodu v svet, daj mu hvalo, moč in oblast, ki pripadajo mu. Gore se dvigajo, morje buči, ko slavimo tvoje ime. Dajem ti hvalo za vsa tvoja dela, ljubim te, k tebi zdaj dvigam roke. Večno obljubo zveličanja si mi dal. Aleluja, Jezus nam je dal večno obljubo zveličanja. Kdorkoli vanj veruje, kdorkoli ga sprejme, ima to obljubo, da je odrešen, da je zveličan. Jezus je storil veliko delo na križu in hvala mu za to. A Jezus je storil še večje dejanje, ko je vstal iz groba. Grob ga ni zadržal, skala ga ni zadržala. Niti stražarji ob grobu ga niso mogli zastražiti. Ja, on je vstal in on živi in to je spremenilo potek celega krščanstva. To je spremenilo mojo zgodbo, to je spremenilo tvojo zgodbo in tvojo. Naše zgodbe so zaradi tega spremenjene. Mi imamo upanje, mi imamo tolažbo, mi imamo osvoboditev. Mi smo odrešeni zaradi dejanja in mi danes pojemo, prepevamo zaradi tega velikonočnega jutra, kajti edini rešitelj na svetu, ki je vstal in živi. On živi, aleluja, to je veliko spoznanje, to je velika resnica. Da, v tej radosti tega spoznanja želimo prepevati, slaviti tega očeta, ki je naredil tako blagohotni načrt.
In to je čudovito ime. Naj se sliši pod vsem nebom. Naj vsi prepevajo čudovito ime Jezus. Jezus. Čudovito ime, čudovito ime imaš, čudovito ime imaš, ime naš Jezus Kristus kralj. Čudovito ime imaš, neprimerljivo je, čudovito ime imaš, ime naš Jezus. V začetku ti si bil beseda, ti najvišji Bog Gospod. Božjo slavo skrito v stvarstvu, razodel si Kristus jo. Čudovito ime imaš, čudovito ime imaš, ime naš Jezus Kristus kralj. Čudovito ime imaš, neprimerljivo je, čudovito ime imaš, ime naš Jezus. V nebesih, v nebesih nas želiš imeti, zato postal si pot do tja. Kljub grehu nas zelo si ljubil, kaj od tebe loči nas. Čudovito ime imaš, čudovito ime imaš, ime naš Jezus Kristus kralj. Čudovito ime imaš, neprimerljivo je, čudovito ime imaš, ime naš Jezus. Čudovito ime imaš, čudovito ime imaš, ime naš Jezus Kristus kralj. Čudovito ime imaš, neprimerljivo je, čudovito ime imaš, ime naš Jezus. Čudovito ime imaš, ime naš Jezus. Najlepše ime, Jezus. Jezus, tvoje ime je najlepše in v tvojem imenu se skriva vsa oblast. O Jezus, hvala ti, da si prehodil to pot. Hvala ti, ker se nisi upiral. Hvala ti, ker si to storil iz ljubezni. Tvoje ime je čudovito. Hvala ti, Bog, za tvoj blagoslov, ki nam ga daješ, da smo to resnico lahko sprejeli, da to lahko živimo, da v tem lahko hodimo, da smo svobodni, da nas ni strah jutrišnjega dne, ker vemo, da si ti z nami. Aleluja, Jezus, tvoje ime je čudovito. In Gospod, zdaj, ko se pripravljamo, da slišimo tvojo besedo, pripravi naša srca. Naj bo res dobra zemlja, ki bo sprejela ta semena tvoje besede. In da bojo ta semena vzklila, rastla, da bojo prinesla sad ob svojem času. O Jezus, in prosim te za tiste, ki še nikoli niso slišali tega sporočila, da si jih skozi svojo besedo dotikaš. Čeprav bo to prvič, naj spoznajo, kako čudovito dejanje si storil tudi za njih iz same ljubezni. Hvala ti, ker za to ljubezen ne iščeš ničesar. Ne iščeš naših dejanj, s katerimi bi morali pokazati, da smo dobri in da si prislužimo. Ne iščeš našega denarja, iščeš preprosto naše srce. In tega trenutka sedaj ti ga dajemo. Napolni ga
in blagoslovi ga. Amen. In sedaj vabim našega pastorja Zvonka Turinski, da nam podeli besedo. Kako čudovito ime, Jezus kralj. In kako čudovito slavljenje danes. Res se je dotikalo mojega srca, mojih emocij, mojega uma in vsega mojega telesa. Jezus, prevzel si me. Prevzemi tudi nas danes, svojo besedo, s sporočilom velike noči. Tako sem vesel, da lahko danes z vami delim največje sporočilo tega sveta, ki se glasi: Jezus živi. Jezus živi in to je resnica. Živi v mojem srcu. Zato dobrodošli na to vstajensko nedeljo, ko bomo skupaj odkrivali velikonočne resnice. Saj Božja neverjetna ljubezen kraljuje in spreminja našo preteklost, spreminja našo sedanjost in našo prihodnost. Mnogi ljudje danes podcenjujejo moč ljubezni. Vemo pa, da je to najmočnejša sila na svetu. Svetopismo pravi v Visoki pesmi, da je ljubezen močnejša od smrti in da je velike vode ne morejo pogasiti in reke jo ne morejo preplaviti. To resnico potrjujemo vsi, ki smo bili zaljubljeni in ki ljubimo, kaj ne? To dobro vemo, ker smo tudi mi še vedno pripravljeni narediti vse za tiste, ki jih imamo radi. Ljubezen je močna in nas žene početju neverjetnih stvari, premikanju meja naših zmožnosti in čudežem. Danes je dan, ko se spominjamo, kako je Bog premaknil nepremakljive meje smrti in vsem nam izkazal svojo ljubezen. A ne pozabimo, preden je bila vstajenska nedelja, je bil Veliki petek. Preden je sploh prišlo do vstajenja, najprej je morala nastopiti smrt. Pa poglejmo, kakšne resnice bomo našli v Evangeliju po Mateju 27 in 28, ki nam govorijo o velikonočnih dogodkih. V 27. poglavju najdemo nekaj pomembnih utrinkov iz Jezusovega križanja. Pravi nam svetopismo takole: ko so šli ven, so naleteli na človeka iz Cirene, ki mu je bilo ime Simon. Prisilili so ga, da je nesel njegov križ. Ko so prišli na kraj, ki se imenuje Golgota, kar pomeni kraj lobanje, so mu dali piti vina, pomešanega z žolčem. In pokusil je, a ni hotel piti. Ko so ga križali, so si razdelili njegova oblačila, tako da so žrebali. Sedeli so in ga tam stražili. Nad njegovo glavo so dali napis o njegovi krivdi. Ta je Jezus, judovski kralj. Takrat sta bila skupaj z njim križana dva razbojnika, eden na desnici in eden na levici. Tisti pa, ki so hodili mimo, so ga sramotili, zmajevali z glavami in govorili: ti, ki podiraš tempelj in ga v 3 dneh postaviš, reši samega sebe, če si Božji sin, in stopi s križa. Podobno so ga zasmehovali tudi veliki duhovniki s pismouki in starešinami, ter govorili: druge je rešil, sebe pa ne more rešiti. Izraelov kralj je, naj stopi zdaj s križa in bomo verovali vanj. Zaupal je Bogu, naj ga zdaj reši, če ga hoče, saj je rekel: Božji sin sem. Enako sta ga sramotila tudi razbojnika, ki sta bila z njim križana. Iz 28. poglavja pa še nekaj utrinkov po Jezusovem vstajenju.
Jezus je pristopil in jim spregovoril: Dana nam je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse do konca dni, vse do konca sveta. Prvo vrstico, ki najdemo v tem besedilu, se glasi takole: obstaja samo en resničen in pravi kralj. Jezus Kristus je 33 let hodil po zemlji in pomagal revnim in lačnim ter potrebnim vsake druge vrste pomoči. Zdravil je bolne, reševal zatirane, spotoma pa je napovedal prihajajoče Božje kraljestvo in obnovo vseh stvari na zemlji in v nebesih. Trdil je, da je Božji sin. Mnogi so mu verjeli in ga sprejemali za pravega in resničnega kralja na vseh področjih življenja. Toda ta Jezusova trditev in poučevanje sta povzročila veliko konfliktov, zavisti in jeze na območju, na katerem je služil. Kot veste, je bil takrat Rim vladar starodavnega Bližnjega vzhoda. Rim je postavil svojega kralja po imenu Heroda Velikega, da bi imeli v Izraelu stvari pod kontrolo. Herod je bil tiran in se je ves čas bal, da bo njegova avtoriteta spodkopana. Še en potencialni kralj bi ogrozil rimsko oblast, zato ga je bilo treba umakniti. Zato so judovski verski voditelji in rimski stotniki sodelovali pri aretaciji Jezusa. Sodili so in obsodili so ga samo zaradi njegovih trditev, da je Bog. Bil je obsojen in tako strašno pretepen, da je skoraj umrl. Nato je bil prisiljen nositi trden, težak lesen križ. Vse do hribra Golgote, na katerem so ga križali in na katerem je umrl. Jezusovo križanje je zaznamovano s posmehom in dvomom v njegovo trditev, da je Božji sin in da je kralj. Vojaki so se mu posmehovali, tako da so ga okronali s trnovo krono in mu nad glavo postavili napis Judovski kralj, čeprav temu niso verjeli. Tisti, ki so šli mimo, so se Jezusu posmehovali in so mu rekli: naj se reši, če je res Božji sin in če je kralj. Posmehovali so se mu tudi duhovniki in učitelji, rekoč: naj gre dol s križa, če je resnično izraelski kralj. Nobeden od njih ni razumel, da resnična preizkušnja Jezusove moči in avtoritete ni v njegovi sposobnosti, da se reši pod križem, temveč v njegovi zmožnosti ostati na križu, premagati smrt in tretji dan vstati od mrtvih. Ker je ta resnica tako pomembna, jo ponovimo še enkrat. Nobeden od njih ni razumel, da resnična preizkušnja Jezusove moči in avtoritete ni v njegovi sposobnosti, da se reši pred križem, temveč v njegovi zmožnosti ostati na križu in premagati smrt in tretji dan vstati od mrtvih. Celo njegovi učenci niso razumeli tega sporočila, čeprav jim je večkrat govoril o svojem trpljenju, smrti in vstajenju. Vsi so zahtevali napačen dokaz njegove moči, saj so od njega pričakovali, da se bo čudežno izmaknil trpljenju, križanju in smrti, ter z nasiljem, uporom premagal rimsko okupacijo.
Pričakovali so nekaj povsem drugega od tistega, kdo Jezus pravzaprav je bil. Zato so se številni v srcu odločili, da Jezusu ne bodo zaupali, če ne bo izpolnil njihovih pričakovanj. Kaj ni enako tudi danes? Če Jezus ne ozdravi osebno njih ali njihovih sorodnikov, če jim ne da službe, ki si jo oni tako želijo, če ne ustavi nasilja in lakote po svetu ali česa ne napiše na nebu, da bi to videli, mu v življenju ne bodo nikoli zaupali in se ne bodo podredili njegovi resnični in pravi kraljevski avtoriteti. Tako misleči Jezusa ne morejo nikoli videti. Bojim se, da je to vrstna miselnost v nas enaka borbi, ki je pestila tiste, ki so bili prisotni ob Jezusovi smrti in jo odobravali. To je ta miselnost, zaradi katere so Herod in duhovniki in Rim obsodili Jezusa, Božjega sina, na trpljenje, križanje in smrt. Tudi mi smo eni od teh, ki od Jezusa zahtevamo, da se izkaže v skladu z našim razumevanjem in pod našimi pogoji, kako mora delovati, da bi ga priznali za kralja. Ko tako razmišljamo in pričakujemo, se ne zavedamo, da pravzaprav sami sebe ropamo višjih in večjih božjih dejanjih v nas in čudežev, ki jih dela. Herod ni bil zadnji, ki ga je ogrožalo Jezusovo kraljestvo. Ni bil tudi ni edini, ki se je boril z mislijo, da Jezus ne sme biti glavni. Resnica je, žalostna resnica, da je to še vedno ideja, ki jo danes enako težko prenašajo svetovni voditelji in mnogi vplivni ljudje, vključno mogoče z nami, s teboj in z menoj. Kdo je Jezus v tvojem življenju? Je kralj ali mogoče marionetka, lutka, ki bi morala delovati tako, kot ti premikaš, kot ti premisliš in želiš? Ali mu dovoliš, da iz tvojega življenja on naredi čudež? Ali se držiš, ali sam držiš vse v svojih rokah in mu nasprotuješ, ker ne razumeš njegove moči? Kako potem postaviti Jezusa za svojega kralja v svojem življenju? Naj vam pri tem pomaga naslednja ilustracija. Pred vami je prazen kraljev stol. Se boste nanj usedli vi in vodili svoje življenje, kot se vam zdi dobro in pravilno? Ali boste dali prostor tistemu, ki je kralj in ki prav dobro ve, kaj je dobro za vas, ki vas želi voditi, zaščititi, tolažiti, blagosloviti, saj ima moč? Ne pozabite, v našem življenju je lahko samo en kralj. Druga resnica, ki smo jo odkrili v tem besedilu, se glasi: ljubezen premaga smrt. 3 dni potem, ko je bil Jezus križan in položen v grob, se je na presenečenje in začudenje vseh prikazal v telesni obliki mnogim učencem in mnogim drugim ljudem. Pokazal se jim je, da bi videli, da je živ in da ni šlo po njihovem načrtu, temveč po Božjem, ki je bil neprimerljivo boljši od njihovega. Da, videli so ga umorjenega, videli so ga mrtvega, a zdaj hodi z njimi, je z njimi, se pogovarja z njimi. Upam, da so končno spoznali, da je bil Jezusov načrt boljši,
veličastnejši, mogočnejši. Zaradi tega dogodka je novica o ostalem Jezusu zakrožila po celem svetu. Zaradi tega dogodka, Jezusovega dogodka, sta bila ti in jaz oproščena vsake krivde, vsake kazni in sodbe in obsodbe. Zaradi tega dogodka se je nama odprla pot v večno življenje, če verujeva in če je Jezus najin kralj, če ga priznava, da je najin kralj in če sedi na prestolu najinega življenja. Aleluja! Danes je ta dan slavljenja, danes je dan te velike novice. Jezus je kralj, Jezus kraljuje in on kraljuje v mojem življenju. Kako to z lahkoto in z navdušenjem lahko povem? Kakšna milost in kakšna modrost je povedati nekaj takega. Tistega trenutka, ko so se tudi učencem odprle oči in so spoznali, so kralja nad kraljem začeli častiti. Častili so rešitelja, njihovega rešitelja in njihovega Boga. Na podlagi tega dogodka niso mogli nič drugega, kot zapustiti svoje staro življenje, posel, poklic in hoditi za njim, ter oznanjati najlepšo novico v vsej zgodovini človeštva. Jezus živi, Jezus odpušča in to brezplačno. Jezus je bil žrtveno jagnje. Množice so začele hoditi za njim in množicam se je življenje spremenilo. Spoznali in videli so nekaj večjega. Videli so, da je Jezusova ljubezen do človeštva enkrat za vselej premagala smrt in premagala zlo. Njegovo ustajenje je dokaz, da je on resnični kralj, kralj nad kralji in resnični kralj nad vsem. Ali je ta resnica našla tudi tebe? Jo vidiš in si jo tudi ti sprejel? Čeprav so mnogi dvomili vanj in so se mu posmehovali, smrt ni imela zadnje besede. Božja ljubezen je imela zadnjo besedo. Božja ljubezen je premagala smrt. Sveto pismo nam odkrije to resnico v enem od najbolj znanih odlomkov v Evangeliju po Janezu 3:16, ki se glasi: Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Dragi prijatelj, velikonočno sporočilo se glasi: Bog te ljubi in zato ni mogel narediti večje stvari, kot da te je odrešil večne pogube in večne kazni. Ta resnica lahko spremeni tvoje življenje, kot je tudi mojega. Sam sem svoje življenje predal Jezusu v moji mladosti. Takrat se še nisem popolnoma zavedal te odločitve, ki sem jo sprejel. Vedel pa sem, da me Jezus ljubi in da je umrl za moje grehe. Zaradi tega spoznanja sem mu želel podariti svoje življenje in mu dati prestol v mojem življenju. Molil sem, da bi Jezus živel v meni in po meni. Drugim sem tudi začel govoriti in oznanjati to besedo o Jezusu, njegovo besedo in govori o njegovih dejanjih v mojem življenju in o tem, kaj je storil na križu na Golgoti zame. V tem času sem doživel veliko čudovitih trenutkov, veliko sprememb in čudežev. Ves čas se še vedno trudim, da ima Jezus več prostora v mojem življenju in da je v njem manj mojega. Zaradi te odločitve vidim in spoznavam, da sem postal boljši Jezusov učenec. Posledično tudi boljši mož, oče, prijatelj in pastor. In tretja resnica se glasi: ljubezen vlada. O, naj ta ljubezen, ta večna ljubezen vlada tudi v tebi. Naj te ta ljubezen spremeni, postani tudi ti njegov učenec. Biti učenec pomeni biti v življenju vse bolj podoben Jezusu. Sčasoma se nauči živeti radodarno,
naučiš se odpuščati, naučiš se služiti drugim, naučiš se samoobvladanja in naučiš se biti človek miru. Ko se v svojem življenju podredimo Jezusovi ljubezni, začnemo živeti življenje, kot ga je živel on. To pomeni, da dovolimo, da v nas kraljuje, da v nas vlada ljubezen. Naj vam povem primer, ki vam bo pomagal razumeti vse to v praksi. Priznani umetnik Paul Gustav Dor 1821 do 1883 je med potovanjem po Evropi izgubil svoj potni list. Ko je prišel na mejo, na mejni prehod, je enemu od policistov razložil svojo stisko, situacijo. Ko je povedal svoje ime uradniku, je Dore upal, da ga bodo prepoznali in mu dovolili prehod. Uradnik pa je dejal, da je veliko ljudi poskušalo prečkati mejo, češ da so osebe, ki to v resnici niso bile. Potreboval je dokaz. Dore je še vedno vztrajal, da je moški, za katerega trdi, da je. V redu, je rekel uradnik, dali vam bomo test in če ga boste uspešno opravili, vam bom omogočil, da greste naprej. Izročil mu je svinčnik in list papirja in mu rekel, naj skicira ljudi, ki stojijo tukaj v bližini. Dore je to storil tako hitro in tako enostavno in spretno, da je bil uradnik prepričan, da je Dore res ta, za katerega trdi, da je. Njegovo delo je potrdilo njegove besede. Kako lepo, da tudi naša dejanja potrjujejo naše besede. Preden se je Jezus dvignil v nebo, pred očmi svojih učencev jim je spregovoril, dana mi je oblast v nebesih in zemlji, pojdite in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse do konca sveta. Jezus je z nami, dragi moji. Jezus je z nami do konca sveta. Jezus je z nami tudi v naslednjih dneh. In zato vzemimo sebi to velikonočno sporočilo, to vstajensko moč, ki je v Jezusu Kristusu, ki je v nas. In pojdimo z veseljem v bodočnost naproti. Želim vam blagoslovljene praznike še vedno naprej. Bog Oče nam poslal je Sina, dal je za nas največji dar, pomilostil nas je na križu, preobrazen sem pričuje živ, je naš vladar, ker on živi, tudi jaz živel bom, ker on živi, strah je pregnan, on zmagal je, moč zlomil smrti, živeti vredno je zato, ker on živi. Kdo razumel skrivnosti Božjo, dete za nas prišlo je k nam kot rešenik in zmagovalec. Zaupam Jezusu zato,
živeti vredno je zato, ker on živi. Živeti vredno je zato, ker on živi. Hvala vam, ker ste bili danes na ta čudoviti velikonočni dan z nami. Hvala ti, ker ste skupaj z nami slavili. In naj to slavljenje ostaja v vašem srcu, v vaših domovih. Naš zveličar živi. Amen, aleluja. Želimo vam lep teden. Želimo, da se naslednjo nedeljo spet vidimo ob isti uri. Bodite blagoslovljeni, imejte lep čas v družini, kjerkoli že ste, in uživajte v tem spoznanju. In v pesmi, ker on živi, tudi ja živel bom. Ker on Živi, tudi ja živel bom, ker on živi. Strah je pregnan, on zmagal je, moč zlomil smrti. Živeti vredno je zato, ker on živi.
Just you won't dream.